ni stvari, ki bi bila vredna lastnega življenja. Jaz sem do tistega 29. novembra verjela, da obstajajo ljudje, ki niso v življenju ranljivi in da je to moj ati. Vsak se lahko zlomi. Jaz mislim, da je predvsem moškim nekje v podzavesti tisto. Jaz se ne smem zlomiti, jaz pa se ne smem zjokati, jaz pa ne smem prositi za pomoč. Dovolite si biti ranljivi. Ravnateljeva hčerka ravnatelja, ki se je 11 let nazaj po medijskem linču, spletnem nasilju, zlomu pod težo pritiskov. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Z nami je danes Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Ana, dobrodošla. Hvala za povabilo in lep pozdrav. Ko te nekdo predstavi, da si ravnateljeva hči, kaj pravzaprav to pomeni? V bistvu to, da sem ravnateljeva hči, pomeni, da sem hčerka ravnatelja, ki se je 11 let nazaj po medijskem linču, spletnem nasilju, zlomu pod težo pritiskov in naredil samomor. V bistvu takrat je bila ravnateljeva hči ena zelo ranjena najstnica, brez neke svetle prihodnosti. Jaz nisem točno vedela, kaj se dogaja z mano, kam moje življenje pelje in predvsem ne, kako, bom rekla, splavati nazaj v življenje, ki sem ga poznala pred tem in kako se pobrati. Zdaj, ta trenutek pa je v bistvu ravnateljeva hči ena mlada ženska, ki je res predelala to zgodbo, se pobrala, napisala knjigo, s katero upa, da bo pomagala dalje. Torej, cilj najnega današnjega srečanja, druženja, pogovora je, da spodbudiva ljudi, da ne naredijo samomora. Lahko tako rečemo. Da pač v bistvu jih prepričamo, da res ni stvari na svetu, ki bi bila vredna lastnega življenja. Ker jaz mislim, da je vse rešljivo in da vedno obstaja neka lučka na koncu in nekdo, ki ti želi pomagati. Začenjava s tem zelo pomembnim sporočilom. Je tudi to sporočilo tvoje knjige. Torej, knjigo, ki si jo izdala z istim naslovom, Ravnateljeva hči. Je to sporočilo, ki si ga želela svetu predati? V bistvu jaz rada rečem, da sem knjigo napisala v 3 namene. Prvo je definitivno v spomin nekomu, ki ga več ni, ki bi si želela, da bi bil tukaj, ki bi si želela, da bi doživel z mano vse to, kar ni, torej v spomin na mojega očeta. Napisala sem jo v opomin vsem tistim, ki se ne zavedajo moči besed, da se zavedajo, preden sami postanejo žrtev, in pa v namen pomoči, da v bistvu človek, ki je na dnu, tako kot sem bila takrat jaz, vidi, da obstaja pot, da obstaja možnost in da se lahko pobere in potem naredi nekaj velikega in pomaga dalje. Večina gostov, ki prihajajo v naš podcast, so naši tečajniki, deležnici na naših delavnicah. Ti nisi bila na naših delavnicah, vendar, ker mi veliko tudi delamo na temu preprečevanju samomorov, smo pred leti tudi naredili stran, ker ugotovili smo nekaj. V Sloveniji v povprečju vsaki mesec nekje 1000 ljudi napiše na Google samomor in nekje od 150 do 200 pa jih napiše, kako narediti samomor. In smo rekli, okay, tisti, ki napišejo, kako ga narediti, že iščejo neko konkretno strategijo. In ena zanimiva statistika od trenutka, ko smo mi to stran naredili, je bilo 5256 plačljivih ogledov. To pomeni, mi imamo oglas, če nekdo napiše na Google, kako narediti samomor, jih je skoraj 5300 v tem času klikalo na ta oglas in drugih je 3657, torej skoraj 9000 skupaj ljudi v par letih
je prišlo na našo stran, kako narediti samomor, kjer jih odvračamo od tega. Zdaj pa, ti si se veliko s tem področjem samomorov ukvarjala. Vemo, da v Sloveniji, zdaj to je spet približna statistika, v zadnjih 10 letih je nekje v povprečju 400 ljudi na leto, ki naredijo samomor, in od tega je 80% moških. Tako je. Kaj misliš, da ljudi pripelje do tega, da se odločijo za tako skrajno odločitev? V bistvu, najprej moram povedati, da meni je ta statistika grozna. Po eni strani sem mnenja, da je samomor smrt, ki jo najlažje preprečimo, po drugi strani pa najtežje. V bistvu, teh 10 let oziroma sploh predvsem v času, ko sem okrevala zaradi očetove smrti. Jaz rečem okrevala, ker bila sem prizadeta, bila sem uboga. Sem jaz ogromno brala o samomoru, tudi o tem, kako se ga narediti. Pa ne zaradi tega, ker bi ga sama želela narediti, ampak ker me je zanimalo, kaj je njega pripeljalo do roba. In kako se je on to odločil. Želela sem čim bolj razumeti njegovo odločitev, ker sem vedela, da ni mi bilo jasno, zakaj se je tako odločil, zaradi tega, ker je bil v mojih očeh mogočen, trd. Navzven ni kazal čustev, ni hotel priznati, da ga bi karkoli lahko zlomilo, da je ranljiv. Jaz njega nisem videla jokati. In pol sem skozi moje raziskave samomora, prebranje knjige, spletne strani in tako dalje, sem v bistvu prišla osebno do ugotovitve, da se več moških odloči, da konča svoje življenje, zaradi tega, ker jih je okolica učila. Upam, da se bo to počasi nehalo, oziroma da bo razmišljanje postalo drugačno, ampak v zgodovini je okolica ljudi, moške, učila, da oni niso ranljivi, da oni morajo biti mogočni, da oni morajo biti trdni, da oni morajo biti tu za svojo družino, da morajo stati ob strani, ker oni so pa moški. In jaz mislim, da je predvsem moškim nekje v podzavesti isto. Jaz se ne smem zlomiti, jaz pa ne smem povedati, da sem dobro, jaz pa se ne smem zjokati, jaz pa ne smem prositi za pomoč. In ko potrebuješ vse to in nič od tega ne znaš, oziroma ne zmoreš, oziroma nočeš, pač saj vsak ima neki vrh, dokot prenese in dokot ne. Tako da jaz mislim, da je predvsem to, da si moški veliko težje pokažejo svoja čustva in dovolijo biti slabo, dovolijo biti ranljivi kot ženske. To je moje mnenje. In mogoče nasvet, ker naš podcast je namenjen strategijam odličnosti, nasvet vsem moškim, dovolite si biti ranljivi, Tako, tudi če kdaj jočete, je v redu. Prosite za pomoč, če ste v stiski. tako, Nekje je nekdo, ki vam lahko pomaga. tako. Meni je lepo videti mojega fanta jokati. Jaz sem pomirjena, ko ga vidim, ker sem ga videla in jaz sem joči, ker to je zdravilno. In res sem pomirjena, ko vidim, da upa pokazati svoja čustva. Da ima to, nisem v redu, rabim pomoč v sebi. A spodbujaš temu, da joče? Ali? Definitivno. Mislim, ker tudi jaz. Pač, solze so zdravilo in zakaj človek ne bi jokal, če pač telo kliče po tem, da se moraš zjokati. To ni nič narobe. Sej ne rabi zdaj v javnosti cviliti, ampak doma pred mano nobenih skrivnosti nimaš. Daj, zjoči se, če rabiš to. Mislim, nas so učili, da fantje, moški, ne smemo jokati, ali pa ne jočemo. Ne? Zakaj bi se jokal? Zakaj bi bil ranljiv? Ne?
In, Ja. in po drugi strani to, da nekdo navzven kaže, da je močan ali pa da se nekaj ne dotakne, navznoter pa trpi, ni koristno in seveda lahko se tudi tragično konča. Takoj. To je bil moj oči, ne? Ati, ne? Ati sem ga klicala. On je en dan potem, ko je afera prišla, šel v mojo šolo se pogovarjati z mojimi učitelji, če sem jaz v redu. Za mene je poskrbel, za mamo ga je skrbelo, kako prenaša, za brata ga je skrbelo. Sam pa si ni dovolil sprejeti pomoči, pa mu je bila ponujena. Tudi mi smo mu jo ponudili. Dej, mami mu je rekla, greva k psihologu, ti bo lažje. Ne bom v redu, bom sam, bom zmogel. Pa se je žal končalo. Tako kot se je. Ko sem jaz knjigo bral, sem jokal zraven. Torej, je namen tega med drugim tudi to, da spodbudiš moške, ki berejo knjigo ali pa ki beremo knjigo, da jočemo, ker je galniva in sem si tudi zdaj pripravil robčke za vsak slučaj, vendar smo se že prej pogovarjali o tem, da greva v smeri, kjer bova predvsem spodbujala ljudi v neko smer iskanja rešitev in odločanja za življenje. Torej, vsak, ki naj danes posluša, ne se odloči za življenje. Jaz sem prepričan, da je zelo težko brati tvojo knjigo in zraven nekašne solzice potočiti. Meni je ni težko brati. Je pa res, da je nisem še nikoli v kosu prebrala. Jaz mislim, da sem njegovo smrt zjokala, res predelala. In da sem izjokala njegovo smrt. Jaz sem ogromno jokala, ko je on umrl. Oziroma na začetku še ne toliko, ker je tisti začetni šok. Pa prvo leto sem ogromno jokala. Tudi brez razloga. Pač enostavno sem jokala. In mislim, da sem jaz njegovo smrt res izjokala in da sem knjigo napisala v bistvu. Jaz nisem nekih posebnih občutkov in čustev več doživljala ob tem. Imam na njega res lep spomin, rada se ga spominjam, rada tudi poslušam stare posnetke, kjer slišim njegov glas, me pomiri, ampak boli me pa več njegova smrt, ne, in ni mi več težko o tem govoriti in niti razmišljati o tistih dogodkih. In na to sem zelo ponosna, ker je bilo zelo težko priti do tega, ampak mi je uspelo. Jaz sem prepričan, da je tudi on ponosen na te. Tudi jaz. Verjamem, da vidi, da ve, kaj se dogaja in da je zelo ponosen in srečen. Da je on trpel, ko je videl mene trpeti. Pa jaz tudi verjamem, nekaj globoko v sebi, da če bi on vedel, kakšne posledice bi njegova smrt pustila na meni, bi ostal. Ne bi se odločil oditi, ampak bi ostal zaradi mene in bi pač trpel v sebi. Deva moče tukaj to stvar izpostaviti, ker se mi zdi res pomembno. Kdorkoli razmišlja sedaj o samomoru, razmislite o ljudeh, ki bojo ostali za vami in kako oni trpijo in ne vesta njihova bolečina odvrne od tega, poiščete pomoč in naredite nekaj, kar vas pripelje spet k neki svetlobi, kajti vsak dež se enkrat konča in posije sonce. Tako. Mislim, jaz kot svojec nekoga, ki je naredil samomor, lahko rečem, da to pa je pekel. Vsaka smrt je težka za svojce, ampak jaz sem se s toliko vprašanji soočala takrat. Jaz se nisem soočala samo, zakaj pa je on umrl. Jaz sem se soočala, zakaj pa mu jaz nisem tega preprečila. Jaz bi mu morala to preprečiti, ker v knjigi tudi piše, on je, preden je v bistvu se odločil narediti samomor, ko se je prišel od mene posloviti, me vprašal, če bom lahko. In jaz sem rekla ja, ker sem mislila, da razmišlja o aferi. On je razmišljal očitno o tem, ali bom lahko
prenesla njegovo smrt. In ta moj ja je meni prvi razložil, zakaj je on šel. Zakaj se je on odločil narediti samomor. Zato, ker se mu je dovolila oditi. Zato, ker se mu je potrdila, da bom jaz v redu. In to je bilo grozno. To je bilo, jaz sem njega vsako polno luno na začetku sanjala in vsako polno lune on v mojih mislih naredil samomor z obešanjem in jaz sem njega zraven videla in nisem mogla tega preprečiti. On je meni vsako polno luno, prvo leto po njegovi smrti v sanjah umrl zaradi samomora. In ja, svojci so definitivno tisti, ki ostanejo in za katere je vredno živeti. Zato, ker grozno je bilo. Grozno težko je bilo v bistvu se po vsem tem dvigant in živeti dalje. Oziroma najprej sploh poskusiti živeti dalje. Ne zdi se mi pošteno, da ti sprejemaš odgovornost za njegovo smrt, ker v tistem trenutku, ko se je on odločil, in verjetno se je odločil že pred tem, je že to sprejel in je samo iskal način, kako to izvede. Vendar ti si zdaj prevzela to na sebe, da bi lahko ga rešila, vendar odgovornost za njegovo življenje je bila samo njegova, ne pa tvoja. Danes to vem, ampak ravno zaradi tega, ker sem jaz njega videla kot mogočnega, pokončnega človeka, jaz sem do tistega 29. novembra verjela, da obstajajo ljudje, ki niso v življenju ranljivi in da je to moj ati, da če se kdo ne bo zlomil, se ne bo zlomil on. In od takrat dalje jaz ne verjamem več, da komorkoli, da reče, da on pa ni ranljiv. Vsak se lahko zlomi, ker če se je zlomil on, se lahko zlomi vsak. In ravno zaradi te njegove pokončnosti, mogočnosti, tega njegovega načina, kako je živel. Jaz nisem znala razumeti, kako je lahko človek, ki je tako pokončen, tako mogočen, ki je tako željen pomagati, v sebi tako zelo nesrečen, da se odloči za samomor. Zdaj takrat v tistem obdobju, torej, ko se je afera najprej prvič prišla na plan, do trenutka, ko je on sprejel to odločitev, je bilo kar nekaj pritiskov. Pritiskov strani medijev. Tako. Torej, negativnih komentarjev ljudi. Vsak je nekje sprejel, tudi o tem pišeš v knjigi, neko idejo, da zdaj pa jaz sem sodnik in lahko sodim nekoga, o katerem prej nisem nič vedel, nič slišal. In teh komentarjev je bilo kar takrat veliko. Kaj je tvoj nasvet, ker tako, ko sem prebral v knjigi, je pomenilo, da tudi novinarji se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo, ko nekaj dajo ven, ko nekoga obsojajo ali pa o nekom komentirajo. Ne? Kaj misliš, da je nasvet vsem ljudem, ki sodijo druge, ki pišejo hrde negativne komentarje? Mislim, kot zanimivost, preden sem izdala jaz to knjigo, sem jaz sama sebe preverjala, ali sem dovolj močna, da grem s knjigo v javnost, ker vedno, ko se ti izpostaviš, že imaš neke negativne komentarje na sebi. Zato, ker nekdo se bo našel, ker pač ljudje takšni smo. In sem brala dejansko komentarje, ki so bili dostopni na spletu še iz časa njegove afere. In dokler sem bila jaz jezna na ljudi, ki so te komentarje pisali, tako dolgo sem jaz vedela, da jaz ne morem dati knjige, ker me bo preveč prizadelo. Ko sem pa prebrala komentarje in mi je bilo vseeno za te ljudi, oziroma so mi bili komentarji celo na neki točki že malo smešni, takrat sem povedala, zdaj pa si pripravljena, zdaj si pa dovolj močna. Ja, komentarji so vedno bili in na žalost jaz mislim, da vedno bodo
ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da bi ljudje pa res začeli razmišljati, da mogoče pa ne rabijo vse povsod podati svojega komentarja. Da mogoče je pa kdaj boljše ugrizniti v jezik in da svoboda govora vsakega posameznika se konča v trenutku, ko ta svoboda govora užali drugo osebo. In če bi pa se mogla dotakniti ljudi, ki v bistvu pišejo te komentarje, ki sodijo, ki se ne zavedajo lastne odgovornosti, bi pa rekla v bistvu, da naj začnejo drugačne razmišljati, ker se lahko hitro palica obrne in so oni žrtve komentarjev. In če naprej bojo takrat razumeli, kaj želim z mojo knjigo povedati. Torej, če sem te prav razumel, si ti knjigo napisala oziroma izdala šele takrat, ko si globoko čutil v sebi, da se te komentarji ne morejo dotakniti, ali pa je tudi res to, da si takrat tem ljudem, ki so takrat komentirali, odpustila? Ja. Jaz v bistvu sem morala, preden sem napisala to knjigo, odpustiti vsem, ki so mu sodili, ki so obsojali mene, ki so se norčevali, tudi novinarjem. Zato, ker mislim, da če bi pisala jezna, da če bi obsojala v knjigi, bi delala popolnoma enako, kot so takrat oni delali njemu. In knjiga ne bi dosegla svojega namena. Odpustila si torej dijakom, ki so takrat posnetek objavili? Če so dijaki za tem. Jaz ne vem, kaj je v ozadju te afere in oziroma tega posnetka in me niti ne zanima, niti nikoli se nisem poglabljala in plačali smo v vsakem primeru definitivno previsoko ceno. Vsem vpletenem. Govoriva zdaj o učiteljici matematike, o medijih, vsem, ki so bili v tem celem procesu, rečeš, odpuščam vam. Ja. Kako lažje se ti počutiš, ko to narediš? Pa v bistvu je to skozi sam proces mojega okrevanja sem jaz prišla v bistvu do tega zaključka, da se je na koncu odločil, da konča življenje on sam. In da bo meni v življenju lažje, če ne bom jezna na nikogar več. Da ljudje tako so, taki kot so in pač delajo to, kar delajo, pišejo, kar pišejo. Če pa se meni njihovi komentarji, njihove objave, njihov posmeh ne bo dotaknil, bo pa meni veliko lažje. Ampak je pa to proces, ni bilo to prišlo iz danes na jutri. Nisem rabila si 12 let, je prav? 10. 10. Mislim, jaz imam zelo podobno prepričanje kot ti. Včasih mi rejo na živce ljudje, ki obsojajo. In potem sem odgotovil, da ko jaz obsojam nekoga, ki obsoja, sem isti kot on. Nisem nič drugačen. On obsoja in jaz se jezim, zakaj obsojaš? In jaz sem tudi enak tistemu, ki obsoja. Torej, ne obsojajte, ukvarjajte se sami sabo, če da vas spet nek nasvet, in odpustite ljudem, ker potem ste bolj svobodni in lahko zaživite bolj mirno življenje. Tako, v bistvu predvsem ukvarjajte se sami sabo. Jaz imam dovolj dela sama sabo, da niti nimam časa se ukvarjati z življenjem nekoga drugega. In ko prideš enkrat v življenju tako daleč, da imaš svoje življenje dovolj zaposleno, si bolj srečen. Res je fajn. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, ko se vidimo v živo, vas vabim, da pridete do mene in mi rečete: Aleksander, ta podcast, ta vsebina mi je bila res všeč.
hvala za njo. To je ti si v tem trenutku zdaj srečna. Ja. Si kdaj imela v tem celem procesu sama kakšno samomorilno misel? Ne. Ker me je strah tega, strah. Strah, ja. Strah, jaz mislim, da nisem dovolj pogumen človek, da bi se odločila za kaj takega. In to je spodbuda tudi vsem, ki naj danes gledajo pa poslušajo. Ne vas bo čim bolj strah, Ja, tako. da karkoli naredite, ker ni poti nazaj. Ne, res ni poti nazaj in v bistvu nikoli nisem niti razmišljala o tem, da bi jaz sama končala svoje življenje. In upam, da nikoli niti ne bom. Rajše bom živela v prepričanju, da ni stvari, ki bi bila vredna lastnega življenja. Odlično prepričanje. Deva to kot neko strategijo odličnosti. Ni nobene stvari, ki bi bila vredna lastnega življenja. Tako, Imejte radi svoje življenje, tako. odločite se za življenje in iščite rešitve, ker rešitve se bojo našle. Če jaz izhajam spet iz moje zgodbe. Takrat, 12 let nazaj, bo zdaj novembra, ko sem jaz bila sama v svojem svetu, ko še niti z mami nisem govorila o tem. Je bil samo na enem mediju članek in spodaj ogromno grdih komentarjev. Pa en večer prej sem videla video in prebrala ogromno grdih komentarjev. In sem imela občutek, da se je cel svet obrnil proti meni. Pa se je našla moja profesorica slovenščine, ki pa je ugotovila, da nisem okej. Čeprav nisem nič rekla. Samo sedela sem pri uri in na koncu sem slišala, preden sem šla iz razreda: Ana, počakaj, kaj se dogaja. In sam od sebe je prišel nekdo, ki mu je bilo mar za mene in ki se je potrudil za mene in ki mi je pomagal in mi ogromen kamen vzel iz prsi tisti dan. In ko sem izdala knjigo, sem v bistvu po 7 letih videla to mojo učiteljico in na te stvari pa se nisem pripravila, da se ne bi jokala. Takrat pa sem, to so take lepe stvari, ki so ostale, lepi spomini v tem groznem spominu. Nekaj lepega, o čem v vsem tem procesu predstavitve knjige, v vseh podcastih, vseh intervjujih najraje govorim. Ker mislim, da bi se od moje profesorice slovenščine, pa če zdaj zavzamemo stališče, da je ogromno samomora na žalost med mladimi, marsikateri učitelj lahko ogromno naučil. V bistvu, kako pristopiti, kako opazovati in kako pomagati. Solze, ki si jih imela takrat, ko si jo srečala po 7 letih, so bile neke solze sreče pol. Ali pa hvaležnosti. Ja, obe sva jokali. Spomnim se, da sem prišla do mene, jaz sem ji podpisovala knjigo in sem ji napisala za učiteljico, ki je prva stopila na mojo stran. In brala je, kako sem pisala in obema so nama tekle solze. Še zdaj sva občasno v kontaktu in to so v bistvu ljudje, ki jih nikoli ne pozabiš, ker ko si ti enkrat sam in pol se najde nekdo, ki ti tako pomaga, res sem ji hvaležna. Bravo. Torej, spet eno sporočilo za vse. Prvič, niste sami, Tako? tukaj sva midva, ki vas podpirava in prosiva, da se odločite za življenje,
da Tako. greste naprej, tudi če ste v stiski. In sporočilo vsem učiteljem, opazujte svoje učence, dijake. Če vidite nekoga, ki se vam zdi, da je žalosten, ki se vam zdi, da je v stiski, vprašajte, Tako. kaj se dogaja. Tako. Prisluhnite. To je res v bistvu tisti trenutek, ko je ona to naredila. Pa se v bistvu je se potem ena profesorica toliko stopila na mojo stran. Tu šolska svetovalna delavka. Jaz govorim, da bi lahko v bistvu učitelji na moji srednji šoli, na biotehnični šoli v Mariboru učili učitelja po Sloveniji, kako pristopiti do dijaka v stiski, ker sem bila res strani šole takrat izvrstno zaščitena in so naredili vse, kar je v njihovi moči, da sem jaz v redu, da se jaz vsaj v šoli počutim v redu. In da nisem v šoli deležna posmeha, žaljivk, zbadanja. To so res, moram še enkrat poudariti, me zaščitili. To je v bistvu spomin, ko si rekla sama prej, nek pozitiven, lep spomin Ja. v nekem težkem obdobju tvojega življenja. Tako, sploh zdaj, ko berem, da kaj vse se dogaja po šolah, kaj vse si otroci dovolijo, kako so otroci nezaščiteni sami, sem še toliko bolj hvaležna, da jaz pa takrat nisem bila sama. Da sem pa očitno bila v vsej situaciji, v vsej nesreči na pravi srednji šoli in obdana s čudovitimi učitelji, ki so znali vprašati, pristopiti, prisluhniti in opazovati. Včasih je težko videti nekoga, še posebej, če je velik razred, če je neka velika dinamika in mogoče je tudi to, kar si zdaj rekla, ne? Ta sposobnost opazovanja ali pa poslušanja ali pa nek čut tisti, ki bi ga moral ne samo vsak učitelj, temveč vsak človek imeti, ker nikoli ne vemo, ne, kaj se dogaja v nekomu drugemu, ker ljudje včasih trpijo v sebi ali pa jih boli nekaj in si ne upajo na glas govoriti in neka spodbuda, povej mi, kako si, kako ti lahko pomagam, je nekaj, kar lahko vsi naredimo zato, da se ljudje boljše počutijo v naši družbi. Meni je v vsem tem najbolj zanimivo, da ko sem jaz v bistvu začela s pisanjem knjige, ko sem jaz kontaktirala ti dve učiteljici, dve sta bili, ta za slovenščino in potem naslednji dan je do mene pristopila še učiteljica za matematiko, ki je enako bila moj angel varuh vsa leta srednje šole. Ona mi je še v 4. letniku na zadnji dan rekla: "A veš, sonce moje, koliko sem pa jaz ponosna, da si ti kljub vsemu uspela." In ko sem jaz njim pisala zdaj, oziroma takrat, ko sem z njimi stopila v kontakt, je meni profesorica matematike odpisala, da njej se pa ne zdi, da je ona kaj posebnega za mene takrat naredila. Enostavno mislim, da sta ti dve profesorci takšna človeka, kot bi mogli biti vsi, in da imata to v sebi. To sposobnost opazovanja in upam, da sem se predvsem to naučila od njiju tudi sama. Kako zdaj ti vračaš to nazaj? Vem, da zdaj tudi pomagaš otrokom. In kako ti daješ nazaj to, kar si ti dobivala? Trudim se jih opazovati. Trudim se pogovarjati z njimi. In trudim se biti tista, ki opazim stisko. Pri nas je sicer situacija malo drugačna, jaz delam z mlajšimi otroci. Tudi v bistvu imajo določene diagnoze. Ampak trudim se pa biti zelo podobna njima. Stroga, kot sta bili oni dve, sploh profesorica za matematiko, se tudi piše v knjigi,
ampak po drugi strani pa zelo srčna in tu za njih, ko najbolj potrebujejo pogovor, objem, toplo besedo, pomoč. To, kar si rekel, je ena najbolj pomembnih stvari pri vzgoji, vse tako, ko jaz ocenjujem, to je jasne meje in veliko ljubezni. Tako, Torej, vsak otrok, na koncu tudi odrasel, rabi meje tako, in rabi ljubezen, da lahko znotraj teh meja zacveti. tako. Zdaj, ko se pogovarjava o tej temi in ti si vse dal čez, kaj je tvoj nasvet ljudem, ki pa niso mogoče dali čez izgubo ali pa niso še dali čez vsega tega, kako lahko nekdo odpusti? Ker že to dejanje, kar si ti naredila, odpustiti vsem upletenim, odpustiti vsem, ki so komentirali, medijem, celo z enim novinarjem si bila na kavi, ki je takrat bil aktiven, ne vem, lahko imenujeva ali ne. Torej, kako si ti to naredila? Prvo zdravilo je čas. Drugo zdravilo pa je to, da sem jaz v bistvu res predelala njegovo smrt, njegovo zgodbo, vse komentarje in v bistvu vso afero, ki se je pred njegovo smrtjo dogajala. Da sem jaz v bistvu predelala, se pogovarjala in dala čez tisto celo obdobje mojega življenja. In skozi pogovore s psihologinjo sem v bistvu prišla do nekega zaključka, da življenje je še vseeno lepo. In da eden izmed pogojev, da bom lahko lepo, mirno in srečno živela dalje, je, da enostavno odpustim, da nisem jezna in da verjamem, da so se vsi ti ljudje, ki so bili takrat vključeni v to afero, iz nje marsikaj naučili. In da se kdo od njih pa danes morda ustavi ob kakem članku, ob kaki udarni novici in pomisli na svojce neposredno vpletenega, na otroke. In da ima mogoče mojo sliko pred obrazom. In pol ne naredi tega, kar je naredil takrat. In pol si jaz to razlagam, da je moja knjiga dosegla nek namen in lažje razumem njegov samomor. Oziroma lažje mi je sprejeti njegov samomor, ker se mi vseeno nekje daleč zadaj v podzavesti zazdi, da mogoče pa ni bil zastonj. Da je pa vseeno njegov samomor prinesel neke spremembe in v marsikom prebudil razmišljanje, da pa dvakrat premisli, preden obsoja, preden piše, preden govori. In smo pa vseeno plačali previsoko ceno. Torej, če to povzameva, ker sem zdi ena pomembna strategija vsem ljudem, ki naj jo poslušajo, gledajo danes, prvič, ne obsojati drugih, to smo že rekli, ne niti govoriti slabo o drugih in ne pisati slabo o drugih. Sploh se mi zdi, da če nekdo komunicira 1 na 1, težje nekaj reče iz oči v oči, na spletu ali pa v teh različnih socialnih omrežjih so pa ljudje tako anonimizirani, ne, da se ne vidi točno, kdo je kaj napisal in si upajo iti čez mejo, kot da bi neko zlobo, jezo, kakršenkoli vrt občutek zlili na tisti komentar. Ne. In deva kot en pomemben nasvet se mi zdi to, da škoda časa, škoda energije, Tako. s tem, ko odpirate usta in govorite grde stvari o drugih, ki niti niso preverjene, s tem, ko tipkate, pišete grde stvari o drugih, ni nobene koristi, škoda časa, življenje je lepo in vedno imejte v mislih, da poleg osebe, ki jo kritizirate, obstaja družina, obstaja ena mala deklica lahko, ne,
ki lahko ta komentar prebere in trpi v sebi. Tako. In jo to zaboli. Tako. Jaz se spomnim, takrat, tistega novembra, smo bili z mami v trgovini. Na blagajni so stali v koloni in pred nama so imeli trgovka in še 2 stranki pogovor o naši temi. In o tem, kaj je naredil in da se ni čudno, kaj se dogaja, da je čist narobe, ker smo tako njegova družina šli v Konjice živeti. So kupili stanovanje in so se odselili in so ga pustili samega. In moja mami je takrat pristopila in vprašala, o čem pa se pogovarjate? In so povedali in je rekla, imate kako vprašanje, jaz sem pa žena. Trgovka naju ni mogla pokasirati in stranki sta tudi, mislim, da brez nakupa šli iz trgovine. Tako da, če še damo tu en nasvet, da imajo ljudje vedno v mislih, ko se pogovarjajo, da mogoče pa kdo od svojcev sliši. In ni bilo prijetno. Res ne. Ne samo, da ni bilo prijetno, tudi neresnično v celoti. Ne? Tako. In jaz sem na enem rojstnem dnevu sem bila kakih 2 leti po njegovi smrti. In do mene je prišla oziroma v krogu smo se pogovarjali in ena punca je začela temu. Nanesla je. A veste, kaki so bili pa ljudje na naši šoli? Ravnatelj se je z profesorico dol dal, malo drugačne besede uporabljal, pa ne bom zdaj, pa idiot ni zdržal pritiska, pa se je beg spravil. Pa se je ful rukale, pa ni dajale znake, ampak ni bila tiho. Tako da ona je meni to povedala. In ko so jo povedali, se je prišla opravičiti. Ja, ampak veš, nisem mislila tako. Kako pa si mislila? Če ne tako, ko si povedala. In je bila tiho. Jaz nisem jezna na tebe, jaz nimam nobenih težav s tabo, ampak razmisli, preden govoriš, kdo je zraven tebe. Tudi če ne bi bila zraven, Ja, kaj je namen tega pogovora, nobene koristi ni imel za te ljudi okrog njih, kako lahko govorimo o nečem dobrem, lepem, pozitivnem, kako smo lahko luč, sonce, in to je dober svet za vse, ki naj danes poslušajo. Ne? Ko govorite grde stvari o drugih, zgubljate energijo, greste proč od cilja, proč od želja, proč od tega, kar bi radi. Ko govorite lepe stvari, ko se dobro počutite v sebi, greste proti temu, kaj je vaše poslanstvo, življenje je prekratko, prelepo, izkoristite ga za to, da govorite lepe, dobre stvari. jaz v bistvu mislim, da zadovoljen, srečen človek, ki je vesel v sebi, ki ima polno življenje, niti nima časa pisati in govoriti grdih stvari o ljudeh, ki jih ne pozna. Nima se časa ukvarjati z drugimi, ker ima preveč zapolnjeno svoje življenje. Tako da jaz osebno sem mnenja, da slabe komentarje, grde stvari pišejo in govorijo tisti, ki so v sebi nesrečni. In to potrebujejo zato, da postanejo srečni, da se pa počutijo potem boljše. Oziroma se počutijo, moje življenje pa ni tako bedno kot njegovo, poglej, zdaj mu bom pa napisal, da si ne zasluži družine, ker je naredil to pa to pa to. Lepše bi bilo, če bi se vsak zanimal za svoje življenje, skrbel za svojo srečo in pustil druge na miru. Naj živijo po svoje. V tistem trenutku, ko se je to dogajalo, so tudi tvoj brat, tvoja mama, so bili tudi, v bistvu, tudi oni prizadeti. Si tukaj čutila kakšno odgovornost, da njim pomagaš, ker si bila v resnici takrat ti najmlajša. Kako si se takrat v resnici ti proti njim vedla, kako si njih podpirala, ker si, tako kot te poslušam, izjemno močna oseba, verjetno imaš to po očetu, po Atiju, da rada poskrbiš za druge.
Ja, ampak jaz sem so to moč dobila zadnjih 10 let. Takrat pa sta predvsem mami pa brat, pa tudi drugi sorodniki skrbeli za mene. Jaz sem bila najmlajša in jaz sem bila v bistvu tista, ki jo je vsaj navzven smrt najbolj prizadela. Jaz sem imela največ težav z njegovo smrtjo in z vsem, kar se je dogajalo pred njegovo smrtjo in kar se je dogajalo po njegovi smrti. Jaz mislim, da je mene najbolj prizadelo. Mami je bila močna za oba otroka, mene in brata. Brat je žaloval po svoje. Jaz pa sem bila tista, ki jo je najbolj zdelalo, najbolj prizadelo. Upam si trditi. In nisem bila jaz tista, ki sem skrbela za njih, ampak sta bila ona dva tista, ki sta skrbela za mene. In skrbela, da sem kolikor tolikor okej. In grozno mi je pomisliti na njuno nemoč, ko sem bila jaz najbolj na tleh. Grozno mi je pomisliti na, kaj je mogla moja mami doživljati tisti dan, ko je dobila klic iz šole, da jaz pa več ne zmorem biti v šoli, da mora priti po mene. Ampak spet moja mama je takrat odreagirala najboljše možno, ne. Ona ni več dovolila, Ana, zdaj pa ne boš šla domov, ne rabiš ti spanja, ti rabiš pomoč. In kljub temu, da jaz nisem bila za to, je ona mene peljala k zdravniku in pol sem kar hitro dobila psihologinjo. To je svet ljudem, ki imajo nekoga, ki je v stiski, nekega svojca, je? Mogoče naj svet staršem, Kaj je to je svet staršev? da naj delajo po svojem občutku in da naj vztrajajo. In tudi, če otroci nasprotujejo in oni čutijo, da otrok rabi pomoč, da naj grejo po pomoč. Starši imajo to moč, da se do določene starosti odločajo namesto otrok. In da naj to izkoristijo. Ker tudi jaz sem takrat nasprotovala zdravniku. Ker jaz se moram naspati, pa bom v redu, ne. Je bilo v moji glavi. Globoko v sebi sem pa vedela in klicala, kričala po pomoči in hvala Bogu je bila moja mami takrat. Oziroma moja mami je takšna, kot je. In so bili najini odnosi in so še najini odnosi tako odprti, da imam v prvi vrsti zaupnico v mami. Bravo. Čudovito. Torej, odličen nasvet, ki sva ga dala vsem staršem, je, da ko začutite, ko je neka intuicija ali pa nek občutek v vas, da otrok rabi pomoč, tudi če se jo otepa, vztrajajte pri temu, zaupajte temu občutku in čim prej poiščite pomoč. Tako je. Bravo. Kako pa ta občutek krivde, ker takrat si rekla, da si imela ti občutek krivde in tudi, da morda si ti s tvojimi besedami lahko spodbudila še bolj to dejanje. Kako ta občutek krivde, ko se nekdo sprašuje, a sem naredil vse, kar sem lahko naredil, da bi nekomu lahko pomagal. Kako to predelati? Imaš kakšen nasvet za ljudi, da bojo to spustili, se osvobodili, ker potem bojo lahko bolj svobodni? Ta občutek krivde, jaz mislim, da se pojavi pri vsakem samomoru. Sploh v primeru, kot je bil naš, ko v bistvu ni bilo nekih znakov, ki bi naj nakazovali na samomor. Večkrat ob tem, ko ob svetovnem dnevu samomora mediji govorijo, kako so svojci tisti, ki najlažje opazijo stisko človeka. Meni je to težko brati, ker mi je takrat nismo. Oziroma smo jo, ampak nismo znali pristopiti do tega, da bi našli pravi način, da bi si on dovolil sprejeti našo pomoč. In še danes ne vem, kako bi mi morali takrat pristopiti do njega, da bi on
sprejel našo ponujeno pomoč. Tako da ja, mene so skozi obravnave naučili, da je bila takrat odločitev njegova in ne glede na to, kaj bi jaz naredila, kar bi rekla, bi se on verjetno odločil enako. Ker je bil takrat enostavno preveč v stiski, da bi sploh razmišljal o svojcih. To danes mislim. Ker takrat, ko je on naredil samomor, smo mi bili prepričani, da je to bilo dejanje v afektu. Črna misel in se odločil. Pol tem, ko smo v bistvu pa živeli tisti teden, ko je v bistvu prišlo tudi poslovilno pismo do nas, pa smo mi vedeli, da je on to načrtoval in da je to bilo dobro premišljeno dejanje. Kako je prišlo to pismo do vas? Točno ne vem, vem pa, da v bistvu ga je imel v hlačah in da smo potem preko policije dobili pismo. Ker v bistvu bilo v pismu napisano tudi njegove želje glede pogreba in potem smo nekako preko policije dobili mi to njegovo pismo. Vem, da sta imeli in mami in brat ves čas občutek, pa tudi jaz, da on ni šel brez ene same besede. V njegovi pisarni doma pa je ostal samo tak mali listek, kjer je pisalo naše 3 imena, rad sem vas imel, rad vas imam in rad vas bom imel. In definitivno to ni bilo edino, kar je on pustil za sabo. Občutek te ne vara. In potem v bistvu v soboto je umrl, v ponedeljek pa smo v bistvu prišli do tega pisma, ki je bilo namenjeno nam in bile so recimo njegove zadnje želje, ki jih je bilo pač potrebno upoštevati. Kakšna je nek spomin pa misel, pa neko sporočilo, ki ti je pustil tebi? Da me ima rad. Predvsem to sem jaz razbrala, da me je imel, da me je imel pred tem, da me je imel takrat in da me bo vedno imel. Tako da verjamem, da tudi zdaj vidi, kaj delam, čuti, me ima rad in je predvsem ponosen in srečen. Da sem se pobrala in da delam vse to za njega, njegov spomin in to mi je težko reči, ampak predvsem to, da njegov samomor ni bil zaman. Ko govoriš o tem, da delaš zdaj nekaj v njegovem imenu, kako boš vedela, da je knjiga dosegla namen? Ko bo nekdo prišel do tebe in bo rekel, zaradi knjige, ki sem jo prebral, ne napišem nobenega negativnega komentarja več, ali pa zaradi knjige, ki sem jo prebral, sem se odločil, da ne naredim samomora, temveč sem se odločil za življenje. Kaj misliš, kdaj boš začutila, wow, ta knjiga je dosegla svoj namen? V obeh primerih. Čeprav mislim, da mogoče se je v prvem primeru, torej da več ne piše komentarjev, kdo dejansko najdu potem, ko je prebral knjigo. V drugem primeru pa lahko samo upam. Do mene še ni prišel nihče. 2-krat se je zgodilo, da sta me kontaktirali mamici, da moja knjiga pomaga hčerkama, ki sta v stiski. To se je zgodilo 2-krat in že takrat sem bila zelo, zelo vesela. In sem čutila, pri sebi sem si rekla, nisi napisala knjige zastonj. Nisi za brez veze šla odpirati stare rane. Nisi za brez veze. Neka bolečina ostane. In moj brat, moja mami sta se
o moji knjigi morala spomniti na dogodke takrat. Tudi marsikdo drug se je moral spomniti, sem ga prisilila svojo knjigo, ampak ko prebereš, da si pa nekomu pomagal, pa sem si rekla, je bilo vredno. Z moje strani je bilo definitivno vredno. Bravo. Torej, jaz tudi še ne vem, že prej sem rekel, da plačujemo oglas na Google in zdaj smo imeli skoraj 9000 obiskovalcev te strani, kako narediti samomor, ker jih spodbujamo, da tega ne naredijo. Tudi posnel sem posebno meditacijo, ki odvrača ljudi, da vidijo neko luč. Do zdaj še nisem imel primera, nekdo bi rekel eksplicitno, da sem jaz jih usmeril k temu, da tega ne naredijo, vendar nekako verjamem, podobno kot ti, ne, da mogoče bo nekje nekdo, ki bo kliknil na Google, želel narediti samomor in prišel na to našo stran in videl tam velik znak stop, prav tak znak stop je in dobil neke spodbudne misli, besede in pa bo rekel, lej, bom še malo počakal in še malo počakal in bo počakal, dokler se ne bo premislil. Jaz si to iskreno želim, da se bo najdel vsaj nekdo, ki ga bo moja knjiga, spletna stran, karkoli odvrnila od samomora. In če bo moja knjiga odvrnila samo enega človeka, sem jaz naredila največ, kar sem lahko. In sem njegovo zgodbo, njegovo tragedijo, našo tragedijo, res spremenila v nekaj pozitivnega. Zaradi vsega hudega, kar se je meni zgodilo, nam zgodilo, kar se zaradi moje poti, kako sem se jaz pobrala, se pa nekaj let kasneje najdel nekdo, ki se je odločil, da pa bo vztrajal. In kljukica, namen bo dosežen. In dajva ljudi spodbuditi prvič, da kupijo knjigo, torej v vseh knjigarnah, ali pa kje lahko kupijo tvojo knjigo? Na spletni strani založbe, na kakem dogodku, kjer sem jaz prisotna, ali pa tudi po knjigarnah je knjiga. Tako, jaz sem šel v knjigarno in sem jo tam kupil. In ko kupite knjigo in začutite, da vas navdihne, da dobite neko inspiracijo, motivacijo, da vas odvrne od nekega mogoče celo samomora ali pa neke neprijetne situacije, napišite Ani sporočilo, ker ti se veseliš takih sporočil. Definitivno. Kako, ker tudi jaz sam čutim, kdaj, ker mi piše vse možne komentarje, od tega, da sem medved, slon, ne vem kaj, da sem čarobnik, da bi bilo treba me zažgati na grmadi in tako. Kako ti svetuješ nekomu, da negativne komentarje prvič sprejme ali pa ne sprejme, odgovarja na to ali ne odgovarja? Kaj je tvoj nasvet? Kako, ker tako kot si sama rekla, ko nekdo odpre usta, tudi ko sva zdaj midva začela to debato, ko bo nekdo videl, bo rekel, lej, to je brez veze, ali pa nekomu to morda ne bo všeč, ne, karkoli govoriva. Kako se soočiti z negativnostjo v življenju? Naj jih ne bere, ne bom svetovala. Zato, ker te zanima. Ko je govora o tebi, o tvojem knjigi, o tvojem družini, o nečem povezanem s tabo, te zanima. Vsaj mene pa verjamem, da ljudi, večino ljudi zanima, ne, in bere. Ne moreš tega dati na stran, pa ne brati. Druga je, da pač ne vidiš, ne. Kar se meni velikokrat zgodi, da kaj pač ne vidim, pa mi pol kdor pošlje. Polagam ljudem na srce, da na koncu dneva, zvečer, ko si v postelji in razmišljaš o dnevu, o življenju, da dodajo zraven, da pomembno je samo to, kar si o sebi misliš ti, kar si o tebi mislijo tisti, ki jih imaš rad ti, in tisti, ki imajo radi tebe. Ostali pa naj si mislijo, kaj hočejo. tako.
A bi ti na te komentarje odgovarjala ali ne? Ne, ker potem, ko odgovoriš na komentarje teh ljudi, jim daš samo še večji zamah, a ne. Da pokažeš neko ranljivost. Jaz sem enkrat odgovorila na en komentar, pa ni bil anonimen. Ena je pisala nekaj v smislu, da oče me pa je zagotovo ni imel rad. Sem pol spodaj napisala, oziroma ne, dve sta se prepirali med sabo o tem, ali je to prav, da sem jaz knjigo napisala, pa da je vseeno. In je napisala ena od teh dveh, da me oče zagotovo ni imel rad. In na tisti komentar sem jaz odpisala spodaj, da prepirati se s človekom, ki ve več o ljubezni med očetom in hčerko, kot hčerka sama nima smisla. Ker prepričanih ti ne boš prepričal v drugo smer. Tisti, ki pa berejo, pa se lahko nagne na eno ali pa na drugo stran. Prepričanih pa tistih, ki pa imajo neko svoje mnenje ustvarjeno in ustvarjajo v svojem mnenju. S tistimi pa je brez veze. Tam pa je boljše iti dalje in pustiti, da živijo v svoji navidezni sreči s tem, da blatijo tujega nepoznanega človeka. Bravo, mislim, mi je všeč. To deva poudariti, torej ne se ukvarjati z ljudmi, ki so prepričani v nekaj, in škoda časa, škoda energije. In pustite jih, ne živijo v tem navideznem svetu, ne odgovarjati. Ker če pač oseba rabi in začuti potrebo, da napiše nekomu, da oče pa njega zagotovo ni imel rad. Ti moraš imeti neko travmo v sebi. Jaz tega ne bi mogla narediti komurkoli. Ker konec koncev ni moja stvar, kako imajo oni. In če oseba misli, da jo imajo starši kljub vsemu radi, pa pravilno je tako. Vsi vsak otrok misli o svojih starših najboljše. Čudovito. Ena moja, podobno kot jaz, trenerka NLP-ja iz Nemčije, mi je rekla pred časom: Aleksandar, uporabi te negativne komentarje kot marketinški pripomoček, ker socialna omrežja imajo rada negativne komentarje, ker se kar enkrat usujejo, in odgovarjaj pozitivno, lepo. Zahvali se za komentar, tudi ne reči tako, da vse ne drži, temveč reči: hvala lepa za vaše mnenje. Mislim, vsak ima pravico do svojega mnenja, in potem zapakirati vse skupaj v neko pozitivnost. Nikoli pa iti se boriti, kot si sama rekla, in prepričevati ljudi, ker ena zanimiva besedna igra, ki jo uporablja en moj mentor, učitelj, dr. Richard Bender, ki pravi, da če učiš prašiča plesati, zgubljaš čas in jeziš prašiča. Tako. Prašič nikoli ne bo plesal. Tako. To je zelo dober nasvet v prenesenem pomenu. Pač pustiš. Jaz pustim. Bravo. Deva, mogoče še to, ker se mi zdi pomembno, torej, danes sva dala kar nekaj nasvetov za življenje. Kako pa ti vidiš sebe v prihodnosti? Kako se ti vidiš čez nekaj let v tem vsem čudovitem življenju, ki ga zdaj živiš? Tule je ena stvar, ki si jo zelo želim in upam, da se uresniči v prihodnosti. Moja lastna družina. To je tista prva misel, ko mi nekdo reče prihodnost. Otrok, ki dejansko je del mene, moj naslednik. Pa želim si biti še naprej srečna. Upam, da bom srečna. Da bom znala v vsem, kar me v življenju čaka. Vedno najti pot, da bom zadovoljna s svojim življenjem, da bom srečna in da bodo srečni vsi okrog mene. Pa da bom, ker vedno pride neka temna, temačna stran, da bom znala čez to temačno stran iti in se bom vedno zavedala, da po vsakem dežju posije sonce.
da bom znala živeti življenje. To si želim za svojo prihodnost. In to se mi zdi spet nekaj, kar smo že poudarili. Dajte verjeti, tudi če pada zdaj v vašem življenju dež, da bo nekoč posijalo sonce, ker samo ta vera, ko nekdo verjame, da je nekje luč na koncu tunela, da je nekje upanje, da je nekje nekdo, ki jih ima rad, ki jim lahko pomaga, jim lahko da neko spodbudo vsem, ki naj od nas poslušajo, ne, da vztrajajo. Vztrajajte v vztrajanju. Tako je. Komu si še posebej hvaležna? Rekla si, da imaš kar nekaj učiteljev, ki so te podprli, mami, bratu. Kdo je še bil pomemben del vse te tvoje spremembe, ker se mi zdi, da je lahko izkoristiva ta trenutek, da se zahvaliva, ker jaz sem počaščen, hvaležen, da si bila del tudi našega podcasta, ne, da si danes tukaj, da deliš to svojo zgodbo, da narediva neko ozaveščanje in neko spodbudo spet za vse, ki ne poslušajo. Odločite se za življenje, odločite se za to, da boste našli rešitev, tudi če je zdaj neka temna situacija v vašem življenju. Torej, kaj misliš, komu bi se še posebej zahvalila? Definitivno mojemu Anžetu. Anže je bil moj sošolec. Do tistega novembra je bil moj sošolec. Pol pa je postal moj zaupnik, moj prijatelj. Moja edina svetla točka na neki točki v življenju. Edini, ki sem res ves čas vedela, da pa nekomu pripadam, da je nekomu mar. Kot nek angel varuh je takrat bedel nad mano. In to je tudi ena lepa zgodba. Tudi midva sva v bistvu po srednji šoli, gre vsak svojo pot, ne. Zgubila stike in zdaj sva jih spet, knjiga je nekako v bistvu naju nazaj povezala, spet sva prišla v kontakt, sva v stiku in ta knjiga je po neki strani tudi zahvala njemu za vse, kar je takrat naredil. In tudi njemu se zelo rada zahvalim in na predstavitvi, po prvi predstavitvi knjige, ko smo šli na pijačo, sem ga vprašala, pa zakaj si se ti takrat odločil tako stopiti na mojo stran, pa mi pomagati, pa biti to, kar si bil. In mi je rekel, jaz tak sem. Meni se je zdelo normalno, da stopim takrat na svojo stran. Tako da si mogoče želim, da vsak, ko je nekdo v njegovi bližini v stiski, vsak najde košček Anžeta v sebi in se pogumno odloči stopiti na stran šibkejšega in se postaviti po robu vsem tistim buljem, ki izvajajo pritiske in reči stop. Tudi druga plat obstaja. In to je on takrat za mene naredil. In res je bil nek angel varuh in vesela sem, da sva spet ponovno v stikih in tudi on je na lep spomin na to grozno obdobje. Torej, sama si rekla prej, da knjiga je odprla kar neke rane, morda za koga, in hkrati ogromno lepih spominov, med Tako. drugim ta spomin na Anžeta, pa na učiteljice dve, ki jih Tako. omenjaš in tako naprej. Tako, definitivno so to ljudje, ki bodo vedno imeli mesto v mojem srcu in tudi brez knjige bi ga vedno imeli. Ampak, da pa jaz lahko njim povem to, kar mislim, ker takrat, ko sem šla iz srednje šole, jim nisem. Oni so pač vedeli, da so pomagali, jaz sem vedela, da so, ampak rabila sem čas, da sem bila sposobna to spesniti. In da se lahko vsem tem ljudem takle javno zahvalim, da lahko v knjigi preberejo zahvalo, tudi to mi veliko pomeni, ker mislim, da ni bilo samoumevno vse, kar so naredili takrat. Meni takrat ni bilo samoumevno. Torej, nikoli ne veste, kdaj bo nekomu neka lepa, dobra beseda koristila, tudi če se vam oseba takrat ne nujno zahvali. Tako.
ste dali nekaj dobrega, nekaj lepega, osejali neko seme, ki bo lahko kasneje pri tebi v obliki knjige prišlo spet nazaj. Tako je. Deva, mogoče, ko greva proti koncu tega našega pogovora, še enkrat spodbuditi vse ljudi, da karkoli se v njihovem življenju dogaja, da se najde rešitev. Jaz se še zdaj spomnim, ker sem trener pri Tonyju Robbinsu kar nekaj let že, da na eni tečaju pri njemu, to je 3. dan Date with Destiny, on vedno vpraša, a je kdo tukaj, ki bi rad naredil samomor. In ponovadi v neki veliki skupini ljudi se dvigne 10 ljudi in on jih potem s pomočjo nekih orodij odvrača od tega. In sem se še zdaj spomnim starejšega gospoda, ki je si sposodil denar od številnih ljudi, ga investiral in vse zapravil. In on rekel, jaz moram narediti samomor, zato da bom skozi zavarovalno polico rešil finančno stanje drugih. In seveda, takrat ga je on odvračal od tega, ker normalno, da ljudje, ki to naredijo, tako ne dobijo denarja in hkrati tudi, da se da najti rešitev. In kasneje ta oseba poplačala dolgove. Torej, karkoli se zdaj dogaja v vašem življenju, da se rešiti. Tako je. Ustrajite. Tako je. Mislite na ljudi, ki vas imajo radi. Odločite se za življenje. Tako je. Je še kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da ti ga postavim? Načeloma ne. Jaz upam, da sva eni osebi rekla, stop, ne naredi samomora. Če sva to naredila, sva uresničila namen tega podcasta. Se strinjam. Definitivno. Kaj je bila neka tvoja zaključna misel? V knjigi sem napisala, povejte mladim, da je svet lep in da je v življenju vredno pustiti sled. Dobro, dostojanstveno sled. To je vers Irene Vide, ki se mi zdi, da zelo paše v mojo knjigo in tudi v ta podcast. Ana Kamenik, ravnateljeva hči, hvala lepa za ta pogovor. Hvala. Za vas imam eno prošnjo. Povsem brezplačno se lahko naročite na naš YouTube kanal. S tem, ko kliknete na gumb subscribe ali pa naroči se, boste prvi obveščeni o naših novih vsebinah, podcastih, ki jih pripravljamo za vas in hkrati nam pomagate, da se lahko s tem še več ljudi pridruži naši in vaši mastermind družini.